Mariboru so konec maja na slavnostnem dogodku podelili prestižna priznanja za najboljše športnike in športnice preteklega leta. Nagrado so prejeli tudi najboljši športniki invalidi, kajti v športu smo vsi enakopravni. Cenjeni gostje, predvsem pa dragi športniki. Vsekakor se skozi šport naučimo veliko tega za življenje, ciljno razmišljanje, projektno delo. Predvsem pa to, kar vedno povem, šport nas nauči, da porazi znamo ostati. To je mogoče največ, kar ni pozabno nihče nikoli ne zmaga, vedno. Pomembno je, da je šport za vse, tudi za mlade. In vesel sem tudi, da je zadnjih par let na športniku lepa vključeni tudi invalidi, mladi, starejši, funkcionarji. Niso samo športniki tisti, ki dobijo medalje. Nagrado za najboljšega športnika v letu 2022 je prejel smučar Boštjan Kline, za najboljšo športnico pa plavalka Katja Fajn. Nagrado za najboljšo moško ekipo je prejel NK Maribor Branik, v ženski kategoriji pa odbojkarski klub Nova KBM. Nagrada za najboljšo ekipo v individualnih športih sta prejela Jaka Čas in Nik Krebs iz veslaškega kluba Dravske elektrarne Maribor. Med športnimi invalidi je bil nagrajen teniški igralec Marino Kegel, med ženskami pa vrtna kegljačica Darja Ter. Najboljša ekipa med invalidi je postala ženska ekipa medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor v vrtnem kegljanju. Sem zelo ponosen, da sem športniki v Mariboru želim, da vsi klubi veliko trenirajo.
Jaz moram v prvi vrsti povedati, da sem zelo ponosen, da v športni zvezi združujemo tudi invalide. Torej, dejansko so tudi oni športniki, tudi oni so normalni ljudje, niso nič drugačni od nas, tako jih moramo imati. Jaz se bom vedno prizadeval, da bodo invalidi dobili to, kar jim pripada. Tudi njihovi rezultati so istovremeni kot rezultati normalnih športnikov. Zato pa še več. Tomaž Barada je prejel nagrado trenerja leta. Prav posebno priznanje za prispevek športu v mestu pa je dobil Marcos Tavares, ki kljub končani karieri v NK Maribor še zmeraj ponosno zastopa mesto. Njegovo nagrado so gledalci nagradili s stoječimi ovacijami in tako pokazali, kaj Mariboru pomenijo športni dosežki in kako cenjeni so športniki.